Gospod Jezus, rekel si, če hoče kdo hoditi za menoj, naj vzame vsak dan svoj križ ter hodi za menoj. Zdaj hočem za teboj in z vsem bitjem bi rad hodil s teboj po poti trpljenja. Daj, da živo začutim, kaj vse si trpel zame. Odpri mi oči in gani mi srce, da bom videl in globoko spoznal, kako velika je tvoja ljubezen do mene. Žal mi je, da sem grešil, Gospod. Znova bom pričel. Z vso resnostjo hočem po poti za teboj. Daj, pomagaj mi. Naj na tem križevem potu spoznam, Prva postaja, Pilat obsodi Jezusa na smrt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jezus stoji pred sodnikom. Tožitelji lažejo, sodnik je mož brez značaja. Pred takim sodiščem spoznajo Jezusa za krivega velikega zločina. Kazen je sramotna in hkrati strašna. Jezus pa molči. Obsodbo sprejme, ker je taka očetova volja in ker gre za naše odrešenje. Pred menoj si šel Gospod in mi utiral pot. Uči me, da bom šel za teboj, ko pride čas. Če moram poslušati trde besede in nemogoče zapovedi, mi pokaži njihovo vrednost in uči me, da pozabim krivico. Če se mi zazdi kaka dolžnost pretežka, jo bom vzel kot očetovo voljo in jo izpolnil. In če pride trpljenje in bom mislil, da ni zasluženo, pa ti nauči moje srce, da se ukloni. Druga postaja, Jezus vzame križ na svoje rame. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Prinesejo križ, da bi ga obsojenec sam nesel na morišče. Jezus sprejme križ. V križu vidi očetovo voljo in naše odrešenje. Zatem leži vsa sila njegovega srca. Zato mu je mirno in jasno v duši. Sam gre naproti križu in se ga ves odločeno klene. Gospod, v prijetnih trenutkih ni težko reči, pripravljen sem na vse, kar Bog hoče. Nekaj drugega pa je biti v resnici pripravljen, kadar pride križ. Takrat se srce rado ustraši in pozabi na vso lepo pripravljenost. Zato mi pomagaj, da bom trdno stal, ko bo treba. Okrepi me, da bom pogumen in da ne bom stokal. Gospod, Križ
Tretja postaja. Jezus pade prvič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Vso noč ni zatisnil oči in že od sinoči ni nič jedel. Tirali so ga od oblasti do oblasti. Izguba krvi in bolečine so ga oslabile. Vsa podlost ljudi ga je izmučila. Gospod je truden do smrti. Pade na tla. Ljudje ga zasmehujejo, zmerjajo, bijejo. Brž ko more se vzravna, dvigne trudoma križ na ranjena ramena in gre dalje. Pretežak je križ zate, Gospod, in vendar ga nosiš. Za nas, ker Oče tako hoče. Njegova teža presega tvoje moči, pa vendar ga ne vržeš proč. Padeš, pa se spet zravnaš in nosiš dalje. Vsak križ, ki me zadene, se mi zdi, da kdaj preseže moje moči. Vedno prihajajo trenutki, ko trudno in boječe priznam, ne morem več. V takih trenutkih mi pomagaj, Gospod. Ti me razumeš. Ne šteješ mi v zlo, če pod križem padem, in pomagaš mi vstati. Daj mi potrpljenja. Četrta postaja. Jezus sreča svojo mater. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Verjetno je čakala ob kakem cestnem ovinku in zdaj stopi do sprevoda. Brez besed sta, mati in sin. Kaj bi govorila? Vsa sama sta drug ob drugem, sama na svetu, kljub divji gneči naokoli. Sama iz oči v oči, od srca do srca. Marija je občutila trpljenje prav do dna. Pomisli na njeno dušo. Vsa močna je, vsa nežna in globoka, polna ljubezni. O Jezus, vem, da sem jaz kriv te bridkosti. Zame si šel od matere. Naj ne bo ta žrtev zame izgubljena. Daj, da se zbudim, če me pokliče Bog, a bo srce preveč navezano na ljudi. Nauči me, da bom premagal strah pred ljudmi, kadar bi me ovirali, da ne bi priznal tebe. Nauči me, da se bom otresel, oziral do ljudi, kadar bi me odvrnili. Peta postaja. Simon iz Cirene pomaga Jezusu nositi križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Za kratek trenutek je Jezusa objel dom, materina ljubezen. Zdaj mora spet dalje. Bolečina je dvakrat težja. Sam je. Tisti, ki so ga ljubili, so brez moči. Tisti, ki bi mogli pomagati, nočejo. Ko vojaki vidijo, da mu moči pojemajo, primejo kmeta, ki se vrača s polja. Pomagal naj bi Jezusu nositi križ, on pa se brani. Končno ga prisilijo. Tolikim si pomagal, Gospod, zdaj pa so te vsi zapustili. Toda ti vztrajaš. Zame, da bi mi pokazal pot in mi dal moči. Zato bom mislil na Simona iz Cirene,
kadar bom tudi jaz osamljen. Kolikokrat čutim v stiski zapuščenost. Sam sem z bolečino in nikogar ni, ki bi mi pomagal ali me razumel. V takih trenutkih bodi pri meni ti, Gospod, da se bom umiril. Šesta postaja. Veronika poda Jezusu potni prt. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jezus je ves osamljen. Okrog in okrog samo sovraštvo, krutost, otopelost. Žeja in bolečine so ga izmučile, križ ga strašno teži. Kdo drug bi hodil ves obupan in bi izgubil čut za vse drugo. In če bi prišla Veronika in mu dala prt, bi je niti ne opazil. Jezus pa je ječi pod težo, a vendar njegovo srce bedi v rahločutni ljubezni, da začuti to skromno ženino pomoč. Ceni jo in jo po Božje poplača. Gospod, kako močno in dobro je tvoje srce. Če trpim in nimam več oči in srca za ljudi, mi ti razsvetli oči in osvobodi srce sebičnosti, ki se posebno trpečemu tako rada vsili. Pomagaj mi, da ne bom vedno mislil le nase. Daj, da bom opazil vsako majhno žrtev ljubezni, da jo bom cenil in bom zanjo tudi hvaležen. Da, naučiti se moram, da bom še drugim v pomoč, saj najlažje premagamo trpljenje, če pozabimo. Sedma postaja. Jezus pare drugič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Simon iz Cirene mu ni dosti pomagal. Nazadnje ga je čisto pustil. Jezus je zopet sam med ljudmi brez usmiljenja. Morda je v množici kdo, ki ga je Jezus ozdravil ali nasitil v puščavi. Sedaj pa divja proti njemu, kakor bi mu bil najhujši sovražnik. Vnovič pade, v njegovi duši pa sije velika luč. Prav s tem, kar mu delajo hudega, jih hoče odrešiti. Spet trudoma vstane in gre dalje. O, da bi doumel, Gospod, kako nekaj velikega je trpeti za druge, za vse, ki jih ljubim, za vse trpeče po širnem svetu, za vse čiste in svete, ki so v nevarnosti, za mnoge, ki tavajo v grehih in zmotah in so se izgubili. O, ko bi mogel prav globoko doumeti, kako moje trpljenje postaja drugim v blagoslov. Združuje se z močjo odrešenikovega trpljenja. Kliče Božjo milost na druge in pomaga, kjer ni nobene druge pomoči več. Potem bi bilo trpljenje premagano. Namesto obupavanja bom sredi največjih težav nosil v srcu veselje, da pomagam tebi, Kristus, pri tvojem delu ljubezni.
Osma postaja. Jezus nagovori jeruzalemske žene. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Tudi to srečanje razodeva čudovito bogastvo Jezusovega srca. Če pomislim, kako trpi, glava je vsa ranjena od trnja, telo polno globokih ran, razboleno od jedkega potu, okrog njega sovraštvo in pred njim strašna smrt. Jezus pa je miren in izpolnjuje svoje poslanstvo, uči in opominja. Za vsakogar pride čas, ko ga trpljenje tako potre, da ves trepeta pod njegovo silo. Živci ne ubogajo več in le s težavo jih kroti. Če ga muči okolica z brezčutnim vedenjem, je njegovo trpljenje še hujše. Kadar bo meni tako, Gospod, mi pomagaj ohraniti mir. Kakor si potrpel ti, Deveta postaja. Jezus pade tretjič pod križem. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kmalu se je Jezus tretjič zrušil pod križem. Kaj bi dejali o tolikšnem trpljenju? Kaj bi ponavljali besede? Kako prazne so? Poskusi začutiti, kar je začutil on. Kaj pomeni pasti s toliko težo na tla, v takem spremstvu in še tretjič? Moči so mu skoraj pošle. Kljub temu se še enkrat vzravna in nosi svoj križ do cilja. O močni Jezus, ti si v meni in jaz v tebi. S teboj moram prenašati trpljenje, čeprav bom mislil, da ne morem več. S teboj moram izpolniti dolžnost, čeprav bo še tako težka. Pomagaj mi, da v sili ne obupam in ne ubežim svoji dolžnosti. In če mi moč oslabi in bom padel, mi pomagaj znova vstati. Jezus, daj, da razumem, kako ne zahtevaš, da pod križem ne smem nikoli oslabeti, ampak le to, da moram vedno stati. Daj mi spoznanje, da je vse to naše življenje na zemlji vedno novo vstajenje, Deseta postaja. Jezusa slečejo in mu ponudijo vina z žolčem mešanega. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Vse so mu vzeli. Prostost, prijatelje, delovanje. Zdaj mu vzamejo še čast telesa. Brez obleke je predan za sramovanju. Vsak predrznež ga sme opazovati in sramotiti. Močno je Jezusovo srce, globoko in neizmerno plemenito. Prav nežen je njegov čut za čast. Kakor v žgočih plamenih ga objame to zasramovanje. Gospod, spomni se teh bridkih trenutkov, kadar bo v nevarnosti moja čast. Tako neizmerno sramoto si trpel zame. Po tem trpljenju me ukrepi v trenutkih, ko mi bodo jemali moje dobro ime, ko mi bodo podtikali slabe namene, ko me tudi najbližji ne bodo razumeli.
Ne daj, da mi zmanjka potrpljenja. Ne daj, da bi enako vračal z enakim. Ne daj, da bi grajal, sodil ali sumil tistega, ki je ranil mojo čast. Pomagaj mi, da ostanem. Na križa položi, razpno roki nogi in nostri mu žebli, spet rane naredi. Spet rane naredi. 11. postaja. Jezusa pribijejo na križ. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Kar delajo zdaj, je tako strašno, da je bolje bežati, kakor gledati. Tako ga pribijejo na križ in ga dvignejo. O moj Gospod in zveličar. Toda nimam pravice bežati, saj trpiš zame. Zdaj ne moreš ničesar več. Le tiho visiš in ustrajaš. Od vseh strani te obdaja sovraštvo, zasmeh in prostaštvo nasprotnikov in naščuvanega ljudstva. Gospod, odpusti meni, grešniku, saj sem jaz kriv tvojega trpljenja. Naj ne bo tvoje trpljenje zame izgubljeno. Za vsakogar pride čas, ko ne more storiti ničesar več, ko ne more skrbeti za svojo čast, ko ne more več lajšati svojih bolečin, ko ne najde več izhoda iz svojega trpljenja. Tako je posebno v zadnji bolezni. Takrat je vsak kot pribit na križ. Nekaj pa le še more. Položiti srce in voljo v Božje roke. Gospod, kadar pride ta čas, boš pri meni, vem. Moč tvojega križa bo takrat v meni. Na križu Bog visi in sveta teče kri, za nas umira Bog, žalujte vse stvari. Bog, žalujte vse stvari. 12. postaja. Jezus umre na križu. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Tri dolge ure trpi Jezus. Ob križu stojita njegova mati in njegov prijatelj. Glej, tvoj sin, ji pravi. In Janezu, glej, tvoja mati. Mar ni tako, kakor bi se ločil od ljubezni teh dveh, ki sta ga imela rada? Sam bi bil rad. Vzel je nase vso našo krivdo. Kaj je pretrpel Jezus v teh trenutkih, ne ve nihče. Zapuščen od vseh stoji sam z našo krivdo pred Božjo pravičnostjo. V ljubezni trpi, dokler ni vse dokončano. Dopolnjeno je. Molim brezmejno Božjo pravičnost, pred katero stojim kot grešnik, in tebe, moj odrešenik, ki si se zavzel zame. Gospod, ti si me odrešil. Zahvaljujem se ti za to iz vsega srca. Ti si mi tudi pokazal, kako moram nositi svoje lastno trpljenje in kako ga moram premagati edino v tebi. Nositi ga moram samo, če ga kot ti vzamem iz očetove roke, če v očeta zaupam in se ga oklepam. Tako ostanem močan, tudi če me vse zapusti. In če prenašam trpljenje drugim v blagoslov, kakor si storil ti, ga moram premagati. Tudi meni je lažje, ko vem, da ni brez vrednosti, kar trpim, temveč da. O mati žalostna, ki ljubiš Isusa, objimaš zadnji kraj.
13. postaja. Jezusa snamejo s križa in položijo Marijo na naročje. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Jezus je dotrpel, zdaj je mrtev. Če govorimo po človeško, življenje je imel še vse pred seboj. Kaj bi Jezus še ustvaril, kako bi učil, deloval, pomagal? Zdaj je vse pohojeno. A prav to je nespamet križa. Seme je moralo umreti. Gospod, to je odgovor na trpko vprašanje, čemu trpljenje? Čemu trpeti, ko pa vse kliče k sreči in ustvarjanju? Čemu umreti? Čemu odhajati, če nismo dopolnili življenja? Čemu dajati, kar je tako dragoceno? Vsa človeška modrost umolkne. Le križ ve odgovor, seme ne obrodi sadu, dokler ne umre v zemlji. Vse naše trpljenje, naše darovanje in naša smrt je Božja setev. Če smo združeni z Božjo voljo, požene iz nje življenje, bogato življenje za nas in za druge. Tako verujem. Zaupal bom in se oklepal Boga, da bo tudi moje življenje in trpljenje Tvoj greh je zdaj opran. 14. postaja. Jezusa položijo v grob. Molimo te, Kristus, in te hvalimo. Uplatnjene rjuhe zavijejo Gospodovo telo in ga položijo v grob. Vse je utihnilo. Oddahnem si, da je minilo strašno trpljenje. Globok mir diha ob grobu. On, ki leži v njem, je z Božjo zvestobo dopolnil vse, kar mu je naročil Oče. Zdi se, da se ob grobu razodeva velikonočni sijaj. Učencem je seveda drugače pri srcu. Vse njihovo upanje je umrlo. Vendar tudi njim kmalu zasveti močna luč, da spoznajo, kako je moral Mesija vse to trpeti, da je tako šel v svojo slavo in da je bila njegova smrt cena našega življenja. Gospod, ti si prinesel veselo oznanilo, da za vsakim velikim petkom pride velika noč, da je trpljenje vir blagoslova in da je smrt le seme novega življenja za vsakega, ki se tebe oklepa. Daj mi, da bom to razumel. Naj živi v meni to prepričanje, kadar pridejo težki časi. Potem bom spoznal, da moram trpljenje ne le nositi, ampak tudi premagati. In še to bom čutil, da sem tudi v bridkosti deležen tvojega miru. Gospod, hvala ti, ker si me danes poučil, da naše trpljenje ni mračno tlačanstvo, ki se mu zaman upiramo ali v katerem obnemoremo in obupamo. Bridko je, vendar nam prinaša odrešenje. Ti si me naučil, kako naj nosim svoj križ, v zaupanju in ljubezni do Boga. Ti si me tudi naučil, kako ga moram premagati, da ga v ljubezni darujem za druge. Zapiši mi to resnico globoko v srce, da je nikdar ne pozabim. Naj me živo prevzame posebno takrat, ko bo najtežje. Potem bom mislil na to, kar si mi na tem križevem potu povedal
in bom potem tudi živel. Slava Očetu in Sinu in Svetemu Duhu.